Mariborska livarna se je vendarle uspešno dogovorila s 3 poslovnimi bankami, Novo kreditno banko Maribor, A-banko in Probanko, o podpori dokončanju investicije za proizvodnjo visoko zahtevnih mehansko obdelanih tlačnih odlitkov. Kot so sporočili iz podjetja, dogovor zajema tudi znesek za potrebna dodatna obratna sredstva. Spomnimo, Mariborska livarna je avgusta lani po uspešnem dogovoru s konzorcijem bank prejela tudi jamstvo SID banke, a izplačila okoli 11 milijonov evrov posojila ni dočakala, ker je finančno ministrstvo od lastnikov družbe zahtevalo izvedbo dokapitalizacije. Okrožna državna tožilka je na današnji obravnavi v zadevi Čista lopata na ljubljanskem okrožnem sodišču v sklepni besedi predstavila zahtevane kazni za usmerico obtoženih. Za Ivana Zidarja, Hildo Tovšak in Dušana Črnigoja tožilstvo zahteva 1 leto in 5 mesecev zapora ter plačilo stranske kazni v višini 11 tisoč evrov. Najvišjo kazen tožilstvo zahteva za Tomaža Žiberta, ki je na kontroli zračnega prometa Slovenije sodeloval pri izbiri najboljšega ponudnika za gradnjo kontrolnega stolpa. Zanj namreč zahtevajo 2 leti in 8 mesecev zapora ter plačilo stranske kazni v višini 20 tisoč evrov. Na referendumu o družinskem zakoniku je predčasno glasovalo 15 752 volivk in volivcev. V 3 dneh predčasnega glasovanja je tako svoj glas oddalo slab odstotek vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje na referendumu o družinskem zakoniku je potekalo od torka do četrtka na sedežih upravnih enot. Dan pred novo akcijo Očistimo Slovenijo so statistiki sporočili, da je v Sloveniji v letu 2010 nastalo več kot 2 milijona ton gradbenih odpadkov, od tega 18 tisoč ton nevarnih. Nastalo je tudi okrog 8 tisoč ton odpadne električne in elektronske opreme, zbranih pa je bilo še blizu 17 300 ton izrabljenih avtomobilskih gum. Po zadnjih podatkih iz registra divjih odlagališč je v Sloveniji okoli 10 700 neočiščenih divjih odlagališč, na katerih se kopičijo predvsem gradbeni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema, izrabljene gume ter drugi nevarni in nenevarni odpadki. Danes je Svetovni dan meteorologije, ki je letos posvečen storitvam na področju vremena, podnebja in voda, ki imajo ključno vlogo pri razvoju za boljšo prihodnost. Zlasti kmetijstvo in oskrba s hrano morata biti prilagojena podnebju v regiji in razpoložljivim vodnim virom. Od vremena je odvisna tudi industrija, študije v Združenih državah Amerike pa so pokazale, da lahko zaradi spremenljivosti vremena družbeni proizvod niha tudi do 3,4 odstotka. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe. Količina padavin bo majhna. V nedeljo bo sprva spremenljivo oblačno, nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe. Popoldne bo manj oblačnosti. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, v ponedeljek bo precej jasno. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Se bo mariborsko sodišče odločilo za stečaj podjetja Almond iz Slovenske Bistrice. Otroci vrtcev in šol so danes zavihali rokave in prvi začeli čistiti našo državo. V mariborskem Ljudkovnem gledališču so na oder postavili že 4. premiero. Bodite z nami ob 18.